pozdravljeni. Kako postati sam svoj prerok? Kako sam sebi napovedati prihodnost? Zakaj je dobro postati sam svoj vedeževalce, snovic, karmični astrolog? Ali lahko nekdo, ki meni napove, kaj se bo zgodilo, že vpliva na mojo prihodnost? Ja, odgovor je ja. In razlogov, zakaj je dobro sam se pogledati v prihodnost oziroma determinirati, kateri možni bodoči izid je najbolj verjeten, se pravi, ko si zastavim svoj cilj, je neizmerna danost, dar, ki ga lahko daš svoji duši, in je tudi svoboda. Povedala vam bom o svobodi, o možnostih izbire in povedala vam bom kar nekaj fint in trikov, kako lahko pogledaš svojo prihodnost in kaj lahko narediš največjo napako, da se zapleteš v nek idejni, verjetnostni izid, ki si ga sam napovedal ali pa ti ga je nekdo drug. V glavnem, na kratko naj se vam predstavim, Aleksandra Winkler Drole, z vami sem na sceni od leta 97, v vseh teh letih, se pravi 24 let izkušenj, so nastale moje 3 knjige. Prva, Zmenek z usodo, kjer sem že leta 2008 poskušala ljudem predstaviti in determinirati vse napačne pojme o usodi in predstaviti tisto mojo verzijo, za katero trdno verjamem in vem, jaz verjamem, vi pa to bolj sami presodite, a je to moja definicija usode, ta prava in kaj lahko vse vpliva. Lansko leto je izšla tale moja knjiga 36 karmičnih ciklov, ki vam pomaga v 2 aspektih pogledati 2 osnovna karmična cikla. Eden je tisti cikel, v katerem smo se mi rodili, drugi pa je tisti cikel, ki nas trenutno obdaja, v katerem smo se znašli. In zdajle je v super ponudbi nova knjiga Akaški zapisi, osnove dušne matrice z vpogledom v akaške zapise, kjer še natančneje pogledam o stvareh, za katere ne vemo, za katere niste vedeli, namreč govorim o vaših božanskih močeh. Tukaj smo v 8 skupinah različnih in govorim o dušnih skupinah. Tukaj jih je pa res veliko in lahko boste že po opisu spoznali, v kateri dušni skupini ste. Tokrat sem za vas pripravila venček mojih izbranih napovedi, bolje rečeno karmičnih prognoz, ker boste videli, povedala vam bom, v čem je razlika. Ob koncu tega videa pa boste deležni tudi testa, se pravi, dobili boste vprašanja, da boste lahko presodili sebi, pravzaprav bo to test, kako dobro intuicijo imate. Pozorno me poslušajte, pripravite svinčnik in papir, kajti le tako si boste lahko kaj pomembnega tudi zabeležili. Najprej bi vam rada na kratko predstavila moje delo in moje rezultate. Z vami sem Aleksandra Winkler Drole, karmična diagnostičarka. Sicer nisem od samega začetka karmična diagnostičarka, temveč sem začela leta 97. Takrat sem začela z astrologijo. Klasični astrologiji se je pridružila tudi vzhodna astrologija in to sem združila skupaj. V glavnem, ta super čudovita veda, bi se reklo znanost, je imela eno pomanjkljivost. Namreč nisem mogla znati pomagati ljudem, ko se jim je nekaj zataknilo. Se pravi, ko je bil slab vpliv določenega planeta, nisem vedela, kaj narediti, razen reči človeku počak, da gre tale stresni aspekt mimo in ti bo boljš. Zato sem začela proučevati razne literature in se pridružila programu po dr. Doreen Virtue, ker sem se tudi usposobila za intuitivnega angelskega svetovalca. Seveda
sem bila navdušena nad vsemi temi angelskimi sferami, ampak večinoma nas tečajnikov, takrat sem bila učenka, smo preprosto samo takole verjeli, če prosiš tega angelčka, pa ti bo to naredil, če prosiš drugega, ti bo drugo zrihtal. Moje življenje je pa šlo navzdol. In dejansko sem ugotovila, da to nisem jaz. Namreč samo verjeti in dano ti bo, ali pa samo prosi in zgodilo se bo, ni to tisto, kar je resoniralo v skladu z mojo božansko dušno matrico. Se pravi, to nisem bila jaz po kmečko povedano, govoriti nekaj, samo verjemi in zgodilo se bo, moč misli, biti privlačen za to. Ljudje, moji klienti, tudi so začeli sanjati. Se pravi, začeli so sanjati, imeli so domišljijo in njihove želje niso imele stropa. Se pravi, nekdo, kot da bi nekdo, kako mi izhaja, kako mi naredi osnovno šolo, že hoče odpreti zdravstveno ordinacijo, nekdo, ki preprosto misli svojega partnerja narediti nekaj drugega, kar ni, se ni dalo. In samo ljudje so čakali, ja, verjemi in zgodilo se bo, vse se zgodi, če je volja, če to ne zgodi se vse. Se pravi, sploh pa, če zaideš stran od sebe. In tudi pomoč je bila kristaloterapija, delala sem s kristali, kristale imam še vedno zelo, zelo, zelo rada, ampak tukaj je treba vedeti, spet so začeli ljudje verjeti, aha, če kupim ta kristal, pa mi bo rešil ta problem. Ne, to ni kot lekarna, kjer je 100% zdravilo, to naredi, pa boš ozdravil. Kristale imam še vedno rada, sem rekla, in še vedno uporabljam pri mojem delu, tudi pri akaških zapisih in tudi spiritualne vodnike in angelsko sfero, ampak na popolnoma drugačen način. Se pravi, gre se za to, da kristali kot minerali so sestavni del, bi se reklo, tudi naših prehrambnih obrokov in kot taki prispevajo svojo vibracijo. Se pravi, ampak ni še to tisto, kar bi resnično v globine duše nekoga rešilo njegov problem ali pa pomagalo izboljšati neko stanje, ki je slabo, recimo. In se pravi, tudi če ste me videli na TV Paprika, na TV Pika, na TV Primorka, se pravi, na TV Paprika sem imela pred 12 leti že samostojno oddajo z gosti v živo, kjer sem uporabljala razne pripomočke, tudi v pogledu kristalno kroglo. Ljudje so me sprašvali, ja, a ti kaj vidiš v tej krogli? Moj odgovor je simpel, ja in ne. Se pravi, ne vidim, kaj se bo tebi zgodilo, ampak sem lahko v stanju disociacije zavesti, se pravi odsotnost zavesti, in to sem tudi v svoji prvi knjigi opisala, se pravi razne tehnike, od run do kristaloterapije, do vpogleda v kristalno kroglo, in pojasnila, kaj pravzaprav tam vidim, kaj uzrem. Dejansko je to pripomoček, da vidiš stvari z notranjim uvidom. Ljudje so bili navdušeni, mnogi od teh, celo njihovi otroci so še danes moji tečajniki. In tako sem prišla v stik in kontakt z večino ljubiteljev ezoterike, duhovnosti. Ti ljudje so imeli probleme in da sem lahko ne samo z besedami pomagala rešavati njihove probleme, sem zato organizirala vikend delavnice. Največkrat sem bila na Smolniku, blizu Maribora, in res pozdravljam vse Štajerce. Po svoje vas pogrešam, na drug način pa imam zdajle svoj poslovni prostor in nisem več tako mobilna, še ta poslovni prostor imam v glavnem samo za moje online tečajnike. Tako da ja, pogrešam po svoje tiste čase, ko smo se družili, tudi s prirejanjem, povabilom drugih mojstrov hoje po Žerjavici, indijanske potilnice, Svetloč, smo imeli Mansona z Arizone, ki je imel punco oziroma partnerko, ženo, jo ima še, Slovenko, in ja, imata otroka, in bili so čudoviti časi.
Ampak prišel je dan, ko sem zagledala, da se bo vse to nehalo, vse to druženje nehalo. In to je bilo 3 leta pred tole korona krizo, pred karanteno. In začeli smo snemati vse, kar sem znala, vedela, vse najboljše, z vseh mojih let sem sestavila v program preroške intuicije, manifestacije denarja in seveda v ta 2-letni program online ključ do duše, ki traja od 1. do 9. stopnje. Se pravi, tu so 3 različni programi, s tem, da je preroška intuicija, nadaljevanje, manifestacija denarja in ključ do duše pa posebej. Se pravi, niso vsi programi vedno na voljo, poglejte na mojo spletno stran, da česa ne zamudite. Seveda je pametno, da ste v skupini, ker je to skupinski popust in je to toliko nizka cena, da človek zaprav za eno vikend delavnico, to, kar pri meni lahko dobi v 6, 7, 8 tednih ali pa še dlje. V glavnem, poglejmo zdaj moje dosedanje rezultate. Ne bojim se napovedovanja političnih razmer. Bila sem ena redkih, ki je celo napovedala, da bo v politiki župan Ljubljane in tudi, da bo prišel ustanovil svojo politično stranko, nekdo, ki se vedno smeje. Ja, seveda vemo, kdo se vedno smeje. In ja, to je bilo v časopisu, poglejte odlomek. Takrat sem bila edina od mnogih tako samozvanih jasnovidcev, vedeževalcev, priznanih ali bi se reklo, zdaj tako je, ni vsak dober, ki je v medijih, ne? Ne gre se za to, da si v medijih, zato, ker si dober. Res ne. Ne gre se niti za število lajkov na Facebooku ali pa kje drugje. Preprosto je treba preverjati napovedi. In jaz sem zato, da vi preden vzamete nekoga, da preverite njegove reference, kaj je do zdaj napovedal, kaj se je zgodilo, kaj se ni. In eno od takih let je bilo leto 2020, ko je bilo čisto drugačno od vseh ostalih let. In mnogi, tudi priznan hrvaški, bi se reklo, mojster, se opravičil ljudem, da je falil. V glavnem, leto 2020 je bilo zelo drugačno in vsi se ga bomo zapomnili, dokler bomo živi. Seveda se ni nobenemu sanjalo, mnogi so razlagali spet o srečnih smereh neba, kam potovati, vsi po luftu, kaj bo novega v novem letu. Moj izraz na TV, v TV oddaji, preden sem dobila vprašanje, preden sem prišla na vrsto, je bil katastrofalen. Mene je bilo toliko strah, kot da bi čakala, zdaj me bojo vrgli v mrzlo vodo. Kaj naj ljudem povem, kako naj povem to, kar vedem? In poslušajte si odlomek, kako sem napovedala leto 2020 in presodite sami. In v nadaljevanju si pogledajte tudi odlomek, kaj je bilo pravzaprav tisto pomlad Marecina. Karmična diagnostika za leto 2020, Aleksandra. Ja, v kontekstu karmične analize je leto 2020 leto revolucije. To je leto, ki je podobno letu tudi 41 pred drugo svetovno vojno, ampak ljudje napredujemo in mi računamo na to, da se bomo prav odločili. Se pravi, z revolucijo se lahko odločiš za neko pozitivno spremembo, lahko se pa tudi odločiš, da nekaj na silo, na hitro in da ne gre na pravi način ali pa da ne gre ob pravem času. Aleksandra, še tvoja zaključna misel za leto 2020. Pomembno je, da smo poravnani. Vse naše razumske odločitve naj podpira naša duša. Kaj boš rekla, Aleksandra? Ja, rada bi povedala same lepe stvari, ampak življenje je itak zelo odvisno od vsega, kako mi sprejemamo. Tako kot recimo nekateri se ful veselijo sonca, drugi se pa skrivajo pred soncem. V tem mesecu je zelo pomembno, kako smo se mi sploh zastavili naše cilje. Se pravi, na eni strani ljudje, ki grejo ki sledijo svojim notranjim ciljem, bojo zelo napredovali, se bo pokazalo res, da so na pravi poti, da so se prave stvari lotili v pravem času, da je napredek. Medtem ko drugi,
ali pa tudi mogoče na tistih področjih, kjer mi ne bomo zadovoljni s stvarmi, ki so, je pa že upor, revolucija, akcija in tlele se lahko tudi malo že začnejo zbirati določene množice, ki ne bojo zadovoljne, da je vse tako, kot je v tej državi. Aleksandra Drule napoveduje proteste. Nekaj tacga v tem stilu. Bod konkretna. Ja, ne upam biti, zato ker ni napovedljivo. Čutim energijo mase ljudi, ki se protivijo, ki rečejo, meni to ni prav in se upa pogum je tlele, a ne? Zdaj, če si pogumen, si marsikaj upaš povedati javno na glas. In težko je pa reči, kaj se bo konkretno zgodilo, bo pa neka pogumna množica ljudi se uprla nekim utečenim sistemom, ki so zdaj le ostali mal prikriti, pa smo vsi bili mal bolj na zimskem spanju, zdaj pride mal bolj ven tista energija. Tako da za marc mesec sicer, dajmo reči po domače, zadovoljni bomo s svojimi cilji, s svojimi potjo, če smo se jih odločili, če pa nekaj ne gre, kako nam paše, bomo pa vse planili v zrak in nasprotovali temu. Jaz bi dodala samo še to, da je cel marec v redu za nova znanja, za pot k sebi, spoznavanje sebe in zato, če nam nekaj ne gre, da delamo na tem, da bi to izboljšali. Mi marec preživimo bolj umirjeno, bi svetovala. To bojo zelo take močne energije, ljudje bojo hoteli nekaj na hitro, ampak tukaj bi res priporočala umirjeno, piknik, domače okolje, ne potovati predaleč. V glavnem družba obstoječih ljudi, s katerimi imamo že preizkušeno, da se nam bo dobro vse išlo. Tako da nobenih izzivov, nobenih drastičnih velikih podvigov. April stojim za vsako besedo še zdajle. Pa gremo v leto 2021. Seveda že proti koncu leta 2020 pripravljam napoved za leto 2021. Leto 2021 je sploh v mnogočem drugačno, pa na drug način s tem, da se je začelo, bi se rekla, jaz karmični cikel ga začnem že za najdaljšo noč, se pravi, zame je tam prelomnica okrog 20. Ne novo leto, ker je to astrološko umetno, se pravi, nobena energija se ne spremeni, ampak dejansko se spremeni energija v decembru okrog 20. Veselijo vsi predelovalci zdrave prehrane, zdravega načina življenja, pa naj si bo to tudi v porastu bo akvaponika, določene hidroponike, novi sistemi v kmetijstvu, v glavnem res cela revolucija na celi črti in tukaj bomo še vedno poudarjali samooskrbo in podpirali svojega soseda, svojega najbližjega, tako da res tisti, ki imate radi lastno domačo oskrbo, predelavo, potem dajte se zdaj pravi čas za to splanirati, zangažirati, da boste lahko v to vstopili. To leto bo sicer tudi rekordno mnogočem, pa naj si bojo to kot požari, naravne katastrofe, naj si bojo to lahko celo potresi v določenem predelu, jaz računam, da v Sloveniji ne, ampak drugje, naj si bojo to eksplozivi in ni priporočljivo iti tja, kamor gre množica. Velika mesta bojo precej bolj na udaru kot manjši kraji, manjše podeželske vasice. Kaj lahko naredimo zase v tem letu? Ugodno je za poroke, ker poroke sklenjene v tem letu bojo imele en pečat nove dobe in bojo imele sploh pa pari, ki temelijo, katerih filozofija, njihova življenjska filozofija temelji na njihovih moralnih vrednotah, na spoštovanju tradicije. Otroci rojeni v tem letu, še posebej otroci, ki se bojo rodili staršem z indigo auro, bojo dobili poseben blagoslov in tudi napovedujem lahko že, da bojo ti otroci lahko nas popeljali v zlato dobo. Tako da veselimo se leta 2021, saj smo že vajeni, pomembno je dom, družina, domovina, vajeni smo spoštovati avtoritete, ne pa jim brezpogojno slediti, ukolikor nas peljejo na kriva ali pa na slaba pota. Seveda ljudje bomo dobivali samozavest in ljudje bomo lahko uspešni in zadovoljni, ukolikor bomo povezani z dušo. Ne pozabiti, najpomembnejše sporočilo leta 2021 je modrost. Modrost je druga skrajnost od norosti. Pravijo, da je meja med norostjo in modrostjo tanka. Ja,
sposobnost razločevanja Viveka bo na preizkušnji in tudi tukaj vam bom v mnogih webinarjih lahko pomagala in stala ob strani. Z vami sem bila karmična diagnostičarka Aleksandra Winkler-Drole. 21. In takrat se začne neko energijsko novo leto oziroma nov cikel, tako kot ga tudi opisujem v knjigi 36 karmičnih ciklov. Je to v naravi nov cikel, ko sonce spet začne pridobivati na moči. Prej je pač se noč daljšala, dan krajšal, zdaj bo pa obratno od tistega, ponavadi je to 20. ali pa 21. tam nekje decembra, odvisno od planetov, od Lune. Takrat se pa začne neko energijsko novo leto in že takrat je bilo nevarnost potresov, da ne govorim v letošnjem letu ogenj. Se pravi, poglejmo natančno, kaj sem napovedala za leto 2021. V letu 2021 še vedno stojim za tem in je zelo pomembno, čeprav smo zdaj na samem vrhu leta in vidimo že večino poti nazaj, kaj je bilo, kaj je za nami, kaj vse smo prehodili. Je to leto, ko je na karmičnem testiranju modrost. Se pravi, če je modrost odlično, tako kot sem napisala v eno, bi se reklo, najbolj brano slovensko žensko revijo Ona Plus, če je modrost odlično 5, potem je norost negativno. In v tem letu ognja grozno, se pravi, v letošnjem letu smo bili namreč priča mnogo norosti. V letošnjem letu smo spet opazili na eni strani podjetniki, ki se ne morejo spogajati za nižje najemnine, se pravi frizeri, kozmetičarji, mnoge dejavnosti, gostinski lokali, vsi, bi se reklo, podjetniki, mali podjetniki, taki, ki preživljajo svojo družino, kot ena frizerka, kozmetičarka, karkoli, čevlar, šivilja, je čisto ubogi človek, ker ni zakonske podlage, da bi bil odpis najemnine, čeprav je, bi se reklo, zaprta njena dejavnost ali pa jo ne more izvajati ali pa pod takimi pogoji, da ni klientov, da ni strank, da nima s čem pokrivati stroške. Na drugi strani pa vidimo odpis dolgov, ekstremni vsod denarja, že drugič, tako da človek lahko samo zmaja z glavo. Kje je tle meja, kje je tle kaj dobrega, ne? Ja, tako je, rodili smo se v tej državi in zaradi določene energijske privlačnosti smo tukaj. Imamo stike z določenimi ljudmi in tudi naši vodje, pa ne si bodo to šefi, direktori ali pa državniki, župani, so na neki način tam taki, kot so, ker so na en način, smo jih na en način mi izvolili, mi kot množica. In če je to na preizkušnji, da bi ljudi bilo treba bolj osveščati, kaj počnejo in koliko odgovorno je treba živeti, potem bi mogli v šolo uvesti predmet politologije. Tako malo, modrost je sicer rezultat znanja, ampak tudi izkušenj iz tega in prejšnjih življenj. In mislim, da če človek hoče živeti modro, rabi viveko, sposobnost razločevanja, kje je meja med modrostjo in norostjo. V glavnem, to leto pač požari divjajo celo na severu, kjer nikoli ni bilo požarov, se Rusija in druge severne države borijo z gozdnimi požari, ki uničujejo in pustošijo neobvladljivo. Etna, se pravi vulkan na Siciliji, 20 let ni bil tako eksploziven, kot je zdaj. Se pravi, če sem napovedala energijo ognja. Se pravi, pri nas sem samo na določenih predelih opazila, da so bile, celo v bližini parlamenta se je vnela stavba,
je gorelo. In ljudje ne pomnijo po 12 let in več tako debele toče, kot so jo videli. Vremenske skrajnosti so ekstremne, tako kot sem jih napovedala za letošnje leto. In temu primerno se bomo mogli mi ljudje prilagoditi. Se pravi, mi ne moramo, premajhni smo posamezniki, da bi vplivali na to, ampak lahko tudi spremenimo kraj dopustovanja, se pravi, da gremo tja, kjer ni nevarno, za te, da smo pač res blizu vode, ne more biti nevarno, če počitniško naselje, da ni gozdov, iglavcev in tega v bližini. V glavnem, mnogo tega sem povedala tudi v webinarjih mojim tečajnikom, tako da jih in tudi vsem, ki so oziroma ste kupili mojo knjigo Akaški zapisi, spoznaj osnove svoje duše skozi vpogled v akaške zapise. Se pravi, osnove, samo tiste največje osnove, tako da je knjiga pisana za vsakega človeka, ki želi vedeti osnove karme, darme, osnove stopnje zavesti, neke osnove ezoterike, ki jih res rabi vsak vedeti. In prva v Sloveniji, čeprav je to 10.000 let skrbno varovano znanje bilo, zdaj so mi dovolili, meni, mojstri, da to podam v našo državo. Se pravi, da pride do ljudi, da vejo, da nismo vse duše enake, da nismo vsi iz istega testa. In mnogi časopisi, mnogih člankih, TV oddajah so že seznanjali svoje bralce oziroma tekmovalce o tem in mnogi ste mi že pisali, da ste se našli, da ste našli svojo dušno skupino in tako naprej. V glavnem, kar vam hočem povedati, je, da je pomembno, da poznate sebe, ker samo če res poznate sebe, potem veste tudi, kaj iz sebe narediti, kakšne okoliščine so za vas najboljše, najbolj primerne. In seveda, ko govorimo o okoliščinah, je treba tudi uskladiti naše vibracijsko stanje, da smo kompatibilni s takim okoljem, se pravi s tako družino, s takim delovnim okoljem, s takimi sodelavci, da si v taki občini, v taki državi, kjer ti je udobno. In pomembno je, da gremo k napredku. Napredek vidim, še vedno vztrajam na ekološki pridelavi hrane, na biodinamiki in mnogi multimilijonari, multimiliarderi, ekstremni bogataši delajo na tem, da pomagajo vsem ostalim tudi s tem, ko vpeljujejo nove načine kmetovanja, pridelave hrane na tak zdrav način, ki ne bo tako ekološko obremenjujoč in ki ne bo tako obremenjujoč za naše telo, kajti vse strupe, ki zaužijemo, toliko dela imamo, da naše telo to očisti. Ko smo pri čiščenju, je pomembno ne samo fizična higiena in to, kaj zaužijemo, ampak tudi mentalna higiena. Vsak, ki bi bil rad dober napovedovalec prihodnosti, najprej rabi imeti notranji mir. Notranji mir, da lahko jasno vidi. Kako boš jasno videl, recimo, če se ti zmika slika na televiziji, če si vznemirjen, ti srce hitro bije in slike niso jasne. Mnogi ljudje mislijo, da je pomembna tehnika. Tehnika je najmanj pomembna. Ni toliko važno, vzameš te karte ali druge karte ali tretje karte v roke, če ti nisi pripravljen, da se bojo karte razporedile tako, da se ne bojo vmešali negativni vodniki, da ne bo zraven ego, da ne bo zraven domišljija, ki dela ali pod vplivom straha, potem, če zmoreš vse to očistiti, da si na dovolj visoki stopnji zavesti in še vedno moraš vedeti, da je to priložnost in obet in ne garancija. Namreč, kdo ti lahko garantira, da boš shujšal ali pa se zredil? Nihče. Se pravi, potrebno je delovanje. Ampak, če gremo v neko smer, če gremo v neko delovanje, ali je to
verjetnost taka ali drugačna. In tukaj se boste naučili v programu preroške intuicije. Kako sokreiramo z nekom. Se pravi, ljudje nismo sami na tem svetu. Si lahko zamisliš en cilj, ja, ampak če je ta cilj odvisen selitev, naprimer gradnje hiše, tudi od tvojega partnerja, a se bo on s tem strinjal ali ne, a te bo podpiral, ali pa a boste dobila kredit, recimo, pa dobro ekipo gradbincev, da arhitekta, da ne bo več problemov, kakor je, bi se reklo, vreden rezultat, ki ga hočeš doseči. A je to ta prav cajt in tako naprej. Se pravi, en kup pod vprašanj, preden prideš do enega cilja, in to je edini pošten in ta prav način prerokovanja, napovedovanja prihodnosti. Ne more ti nihče garantirati, da se ti bo nekaj zgodilo, če ne ve vseh podrobnosti. Zato greš najprej, se pravi, ne moreš vprašati, ali mi bo z tega zemljišča zraslo toliko ton krompirja, odgovor da ne, tega se ne da vprašati. Ali je to zemljišče primerno, da bo donos krompirja možen v maksimalnem donosu. Se pravi, donos krompirja se meri od 5 do 9. Se pravi, če vsadiš kilo krompirja, dobiš ven 5 kilo, ni dobro. Če vsadiš kilo krompirja, dobiš ven 9-krat toliko, to je pa že super. No ja, pri meni doma je 4-3 donos. Pač majhni, nič ne škropim, nič ne gnojim. Krompirji so majhni, ampak so taki kompaktni. No, to je moj biološki krompirček. Ampak to malo za šalo. Se pravi, ko človek vloži en trud, pričakuje rezultat. Kmet pričakuje, da bo, če bo vsadil kilo krompirja, da bo dobil ven 7-krat več. Ne vsadiš kilo, dobiš ven kilo. In tukaj je pri preroški intuiciji, kdaj se česa lotiti, kako se lotiti, s kom kreirati, kako kreirati, ali je tvoj sokreator podporni, ali je ta prav ali ni ta prav za to stvar v tem času. Mislim, dejansko sem vam že vprašanja pripravila, tako da se ne boste zgubljali. Rabite en referenčni okvir, bi se reklo temu. In zdaj le bomo preverili s kratkim testom, se pravi, imejte svinčnik in papir, da vidite, kakšno intuicijo imate. Prvo vprašanje je, ali čutite, da vas kdo opazuje od zadaj, recimo v hrbi, ko greste po cesti, recimo. Drugo vprašanje je, ali kakšne naravne nesreče, katastrofe čutite vnaprej. Tretje vprašanje je, ali tudi kdaj zaslutite, da se bo komu kaj hudega zgodilo, da bo zbolel, se po nesrečo udaril in to se pol res zgodi. Četrto vprašanje je, slišite poštarja in veste, da ima za vas pismo. In tudi veste, da ima to pismo, ki ima pomembno vsebino za vas. Ja ali ne? Naslednje vprašanje je, a ste že kdaj zadeli na loteriji? Vsaj manjši znesek in ste bili prepričani, da boste zadeli. No, jaz sem imela enkrat res vizijo, da bom zadela na loteriji in bilo je podarim, dobim in hotela sem si avto Volkswagen bel polo. Res sem si takega zaželela. In zgodilo se je takole. Oddali so vseh 10 avtomobilov, meni se zdelo nemogoče. Kako jaz nisem zadela avtomobila? No, sedaj pa še to lažilne nagrade. Evo, in moja številka mojega listka. Dobila sem za loto. Ampak sicer moj ego je hotel avto, ne pa ročno uro. Bila sem tudi vesela ročne ure. Ampak še zmerom nisem bila pomirjena. Ok, se pravi, nisem dobila na lotu celega avtomobila, dobila sem tisto to lažilno nagrado. Ampak še zmerom sem vedela, da jaz lahko zadenem avto. Ampak ne vem kako, da dobim ta avto. V naslednjih parih mesecih, bilo je tik pred novim letom, sem spet udarila ven z eno tako medijsko napovedjo. Ljudi se je vsulo, tako da sem delala od 8 zjutraj do 8 zvečer in v parih mesecih sem si šla kupiti avto. Kakšnega? Točno tistega. Samo v parih mesecih. Zatem, se pravi,
nekako sem tudi zadela tale avto. No, ne direktno na lotu, ampak no, na lotu sem urco dobila. Se pravi, ali imate vsaj kakšno tako podobno zgodbo, da zadnete, da ti uspe. Ne, tudi to je stvar intuicije. Da dobiš gobe, kam gremo, levo, desno, me vprašajo. Aj, gremo desno. Zakaj desno? So zadnjič smo šli levo poseble. Ja, ampak zdaj bi šla desno. Predamo desno, ne gremo levo, kaj levo poseble. Ni gob tam. Aj, gremo desno. Sem rekel, gremo na desno, tam na križišču, mogli tja. Gremo desno, evo, so bile pa tam. Pa tam jih nikoli prej ni bilo. Ja, ej, kako to veš, ne vem. Se pravi, definicija intuicije je, vem, da nekaj vem, ampak ne vem, kako to vem. Ne? Ni razumske razlage, zato ker intuicija nima neke podlage v razumu. In zdaj nadaljujmo spet z našimi vprašanji. Ali vas včasih obletijo neke slutnje, neke slike v glavi ali pa zvoki, ki se kasneje izkažejo za pravilne, tako kot tale, recimo z gobami. Si predstavljate, da odkrivate karte, recimo pik, karo, srce, križ. Najprej probite uganiti sam, ali je črna ali rdeča. Na kar probite, zdaj če ste tlele 50-50, to je čisto ugibanje. Uganaš, je črna karta ali je rdeča. Potem, ali je pik, karo, križ, srce. Tako da preizkuste se tle, dobesedno se sfokusirajte, bodite umirjeni, se ne gre za denar, noben te ne bo kazen dal, če fališ, in probite. Če to ne uspe, potem se tudi druge karte napačno oprejo, tudi angelske, tudi tarot, vse karte se ti lahko napačno oprejo, vsi odgovori so lahko napačni. Zato, ker tiste karte niso nič drugačne od teh kart, se pravi, ti moraš točno tisto vedeti. Sicer je tudi naključje tudi obstaja, sicer ne bi imeli te besede. Res, da se pomembne stvari, kot je, da dobiš zakonca, da imaš dediščino, hišo, dobre priložnosti za napredek v službi, te stvari so že vnaprej zapisane po karmi iz prejšnjih življenj, dobri, slabi, kakor je. In ko se rodiš v to življenje, si že privlačen, imaš že preddispozicijo, se že rodiš z eno predusodo, da se ti bo to zgodilo. Ampak še zmeraj imaš šanse to izkoristiti ali pa spustiti z rok. Seveda lahko ti priložnosti tudi uidejo. Ne dovoli tega. In zato je pomembno, da se naučiš biti sam svoj prerok. Zakaj je tako pomembno, da znaš sam sebi prerokovati? Ne samo zato, ker je drago, za vsako reč moraš vprašati drugega. Se pravi, ali je v redu, da zidam, ali mi bo uspelo se zidati hiše, ne moraš tega vprašati. Ali je v redu, da začnem zidati hišo, v tem obdobju pa takimi pogoji, tako hišo. Se pravi, vse detajle treba pogledati. Z drugimi besedami, prerokovanje pomembnih stvari zahteva konstantno sodelovanje. Vsak postopek je določen člen in vse komponente morajo biti preverjene, da se ti lahko nekaj zalomi, kot da bi šel od točke A do točke B, vmes je pa en kup križišč. Na vsakem križišču moraš vedeti, da greš v pravo smer in da lahko greš v napačno in da se tam lahko ogromno zgubiš časa, energije in tako naprej. Če mi boste zaupali, da bom jaz vaš mentor, vaš učitelj v kateremkoli programu, se pravi finančne intuicije ali pa preroške intuicije ali pa online ključ do duše, potem vedite, da ste najdli nekoga, ki vam ne bo pihal na dušo, ki vam ne bo govoril samo lepe stvari. Res nisem tak človek. Nočem ljudi, ki ti prodajajo pravljice. Jaz ne prodajam pravljice. Povem, kje bo kriza, kje bojo hude stvari, kje paste. Res zato, da bi vas strašila, zato, da bi vas pripravila. No, in kaj je še lepega prineslo leto 2021, kar sem tudi napovedala. Rekla sem, da je to bilo leto porok. In kdo se je poročil? Tisti, ki to radi vidimo, slišimo, karkoli. Simpatično. Saša Lendero. Njen dolgoletni partner, Miha Herceg. Se pravi, njuna poroka, čeprav sta že toliko let skupaj, pa imata že hčerko najstnico, je bila prav v tem letu, ko je srečno za poroke. In seveda sta tudi naraščaj pričakala
Tanja Žagar in njen partner. To je leto srečno za rojstvo. Tu se ne gre vse bati, vse slabo. Tudi kar se tiče, se pravi, ogenj. Ogenj je strast, ogenj je tista sila, ki je v bistvu, tako bom definirala ogenj, ki vlada v tem obdobju, pa naj si bojo to vulkani, potresi, naj si bojo to strela, se pravi, tudi tam udarijo skup električna energija. Naj si bo ogenj naš dober kot strast, služabnik, ker ogenj je lahko slab gospodar, če on prevzame oblast nad tabo. Samo poglejte pred parlament, mnogim pravijo, da se je čisto odpeljali, kurili so stole, kričijo, zmerjajo, žalijo. Dobesedno bi se reklo, da je ogenj iz trebušnega predela, ker je doma ušel v glavo, ne? Žalostno. Se pravi, nezadovoljstvo lahko ljudje izražamo na konstruktiven ali pa na nekonstruktiven oziroma na destruktiven način z uničevanjem. Res je pa tudi, da so določene stvari treba uničiti, da lahko tam štartaš. V naravi je po božji volji uničenje, če pogledamo odpadlega listja, ne? Uniči se tudi naše telo in tako naprej. Ampak o tem, kdaj drugič, da ne bom zašla. Zdaj pa o tem, zakaj biti sam svoj prerok, ne? Zato, ker bi se reklo, je to dobro. Prvič, zato, ker boš prevzel vodstvo v svoje roke. Nikoli več ne boš rekel, on mi je rekel, da bo tako in zdaj lahko jaz doma spim in čakam. Ali pa on mi je rekel, da to itak se ne izide, pa da ne bo dobro, pa da ne se ne lotim tega. In zdaj kriviš drugega, ker se nisi tega lotil in čez toliko let, joj, škoda, drugim je pa uspelo, pa meni bi tudi sam nisem si upal. Se pravi, biti svoj prerok je del svobode, ker lahko aktiviraš vse tiste svoje zmožnosti, vsako komponento posebej veš, tako ko veš, če sam kuhaš, kje si zložil skup. In kaj prenese to? Svobodo. Svobodo. In kaj je pravzaprav svoboda? Svoboda pomeni biti neodvisen od nekoga zunanjega. Ampak to je v teoriji, v praksi, se pravi, mi bi vsi radi bili svobodni. Bolj ko smo neodvisni od nekoga zunanjega, bolj smo svobodni. Ampak kako izgleda v praksi? Sicer to moram povedati, da kdor potrebuje konstantno ali pa prevečkrat pomoč druge osebe, predmetov, stvari, rečem birgla, opornica ali pa okoliščin, postane njihov suženj. Tega si pa ne želite. Nikomur pa na tej zemlji ni dana popolna svoboda. Se je smisel zemeljskega življenja ravno v odnosih z drugimi in v odvisnosti do drugih. Z vami sem bila Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka, učiteljica akaških zapisov. Imate priložnost, da me spoznate kot učiteljico, vašo mentorico. V nekaj programih niso vedno vsi na voljo. Preverite na naši spletni strani obgarden.si, vizijuspeha.com, to so dve spletni strani, kdaj je kateri program, ker je mnogo ceneje, če se priključite skupini, kot pa če me najamete 1 na 1. Pravzaprav 1 na 1 si malo kdo lahko privošči takega zneska, medtem ko je skupinsko izjemno ugodno. Z vami bom seveda v kratkem v online ključ do duše tega programa. To je samo opisana prva stopnja na naši spletni strani, ne morete se pa nikjer prijaviti. Se pravi, ne dovolim, da bi kdorkoli ima denar, lahko kupil moj program in prišel k meni. In kaj pol narediti?
je najprej se morava spoznati v eni uri. V eni uri branja dušnega zapisa. To je moja najbolje prodajena storitev in v glavnem ni da ni zadovoljnih ljudi, presenečenih, v glavnem se lotam brati, brez da bi te karkoli spraševala in niti nočem o tebi kaj prej vedeti. Najboljše, da nič ne vem, da se ne poznava, ne rabiš se najavljati, ni terminov, nič ne bom brskala za tabo. Se pravi, poglej ponudbo na naši spletni strani pod zavihek branje DZ. Na vrsti si brez naročanja, tako ko piše tam, lepo v miru se preberite. Se pravi, če ti jaz lahko tebi dobro odčitam tvojo dušno zgodbo, tvojo karmo, tvojo darmo, tvoje šibke strani in tvoje močne točke, potem sem jaz lahko tvoj dober učitelj, sicer me ne najemi. A smo zmenjeni? Če si ti človek, ki ima dobro srce, zdravo pamet in je pripravljen 2 do 3 ure na teden delati, potem je v redu. Če pa misliš, da boš, bi se reklo, samo kupil nekaj in da bo drug namesto tebe naredil, potem pa jaz nisem pravi naslov. Spravi, pri meni gremo globinsko raziskovati svojo dušo. Hvala, ker ste bili z mano. Priporočite me svojim prijateljem, če se vam všeč, če vam nisem svojim neprijateljem. Kliknite like, kliknite subscribe oziroma naročite se na moj kanal, zato da boste kmalu dobili še en super video, ki vam ga pač ne bom še zdaj izdala, ampak gre se pa za to, kako izboljšati svojo karmo. Ok, subscribite. Ja, seveda knjiga, ne pozabiti knjigo, še vedno brez poštnine, če niste prepozni, če me gledate zdajle. In še neke druge ugodnosti, ne moram vam jih vse pogledati, se pravi, bolj ko ste sveži, bolj ko sveže gledate video posnetke, več ugodnosti je in manj je možnosti, da bi kaj zamudili.